N1 podcast s Suzano Lovec. Epidemije, cepljenje in znanost. Moje gostje so danes 3 doktorice znanosti. Dr. Alenka Krajger, specialistka epidemiologije z doktoratom na področju epidemiologije in javnega zdravja. V preteklosti je bila dolga leta predstojnica Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. In ta teden je izšla strokovna knjiga Zgodovina cepljenja, mejniki v programu cepljenja v Sloveniji, ki jo je napisala. Dobrodošli. Hvala za povabilo. Tukaj je tudi dr. Katarina Keber, urednica te knjige, sicer pa predvsem zgodovinarka, ki raziskuje na področju socialne zgodovine medicine. Ukvarja se s historičnimi epidemijami in razvojem javnozdravstvenih ukrepov, raziskovalka na ZRC SAZU, na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa. Dobrodošli. Zdrav. In z nami je tudi doktorica Zarja Muršič, biologinja, kognitivna znanstvenica in evolucijska antropologinja, ki javnosti pogosto tudi pomaga razumeti znanost. Govorili bomo predvsem o zgodovini in cepljenju, zgodovini cepljenja, a med pogovorom bomo tudi zelo aktualne. Dobrodošli tudi vi, doktorica Muršič. Hvala za povabilo. In že takoj na začetku k aktualnemu. Ves svet se te dni pogovarja o izbruhu hantavirusa in o izbruhu ebole. Torej, ali smo na pragu nove pandemije, so naslovi recimo v medijih svetovnih. Doktorica Krajger, zakaj je panika tu odveč, a obenem tudi izjemno pomembno, da o teh virusih in o boleznih, ki jih povzročajo, vemo čim več. In recimo mogoče, kako bi te dve bolezni, o katerih zdaj množično poročamo, ki jih povzročata ta virusa, aktualna virusa, primerjali med seboj in mogoče tudi s covidom oziroma s koronavirusom, ki ga imamo tako še v zavesti. Obe bolezni sta že dolgo poznani in obe bolezni, pa tudi covid, sta rezervoar teh bolezni je v naravi, med živalmi. In tam, kjer ima človek pogost stik z živalmi, tam tudi ta bolezen lahko se prenese na človeka. Pri hantavirusni govorimo o glodavcih, ki se lahko torej v veliki množici razmnožijo. In če človek pride v to okolje, lahko vdihuje v njihovih iztrebkih, se namreč nahajajo virusi. Pri eboli pa govorimo o virusu, ki se nahaja v gozdu, gozdnem okolju. Predvsem ga prenašajo primati, se pravi opice, pa tudi netopirji. Tako da spet stik človeka z tako vrsto narave. No, če smo pa pri covidu ugotovili, da je tudi nekako izšel iz naravnega okolja, če ta teorija drži, gre podobno za prenos živali na človeka, ki potem ima možnost prenosa naprej. Je pa res, da ni pri vsaki od teh, vsi so virusi, ni pri vsaki od teh 3 povsem enako tveganje, da se bi lahko razširilo v množično pojavljanje, tako kot je bilo pri covidu. Ker če se bolezen prenaša po zraku ali s kužnimi kapljicami, tako da jih okužena oseba ali bolnik izloča, potem je to veliko lažje, ta prenos je veliko lažji. Ker preprosto vsi dihamo, vsi smo nekako tudi bolj ali manj v zaprtih prostorih velikokrat in na ta način se to prenese. Pri hantavirusni bolezni je ta prenos se slabše prenaša kot covid. Predvsem tista oblika, ki je bila zdaj, to je pljučna, ta se lahko, vendar zelo tesnim stikom. Imamo tudi ledvično obliko. Medtem ko pri eboli, tam pa je prenos še bolj tesen stik, mora biti prenos s krvjo, z izločki človeka in živali. Tako da je vsaka od teh bolezni ima neko svojo specifiko, velikokrat tudi specifiko, kako ljudje živijo, na kakšen način pravzaprav se potem lahko okužijo. Svetovna zdravstvena organizacija je izbruh recimo opredelila, zdaj za ebolo govorim, kot javnozdravstveno grožnjo mednarodnega pomena. Nekako zasvetijo lučke, ampak to je neko opozorilo, še bolj, da smo pozorni, nikakor pa ni vzrok za paniko. To je, bi rekla, razglasitev, ki sloni na predpisu, ki so ga sprejele vse države članice, večina, no, nekaj zelo malo jih je, ki jih ni.
in s tem se vzpostavijo mehanizmi, se pravi, bolj budnega spremljanja, mehanizmi ukrepanja, nenazadnje tudi financiranja, mednarodne pomoči. Skratka, to potegne potem res aktivnost znotraj stroke in drugih segmentov družbe, ne pomeni pa že sam po sebi to, da smo v epidemiji. Tudi če se to odvija na lokalnem nivoju, je potrebno, da reagirajo sosednje države, da reagira tudi druge države po svetu. Svet je globaliziran, mednarodni promet poteka z letališč, z pristanišč. Tako da je to pomembna odločitev, taka razglasitev, ker se s tem veliko hitreje pride do zajezitve. Doktorica Muršič, smrtnost pri obeh teh dveh virusih je zelo visoka in inkubacijska doba je tudi lahko zelo dolga. Kaj mogoče vi opažate pri reakcijah? Vi zelo dobro ste recimo spremljali nekako med znanostjo, novinarstvom in javnostjo, recimo epidemijo covida tudi, ne? Kaj mogoče vi opažate pri reakcijah na te zadnje novice? Kaj ljudi najbolj zanima o, ne vem, načinu prenosa, kužnosti, smrtnosti, inkubacijski dobi, preventivi? Tudi tu so se, recimo sem videla na spletu, že pojavile teorije zarot, ne? Ja, moram priznati, da teorij zarot sama nisem toliko spremljala pri za primera teh dveh virusov. Predvsem se mi zdi, da so ljudje pahnjeni v neko negotovost najprej, na začetku. Torej nesigurnost točno kaj pomeni in je zelo pomembno, da pač epidemiologi in strokovnjaki o nalezljivih boleznih pač povejo, da ima hantavirus, mislim, da skoraj mesec pa pol lahko dobro inkubacijsko dobo, a ne da nekateri ljudje, ki so bili na tej križarki, morajo pa zato zdaj biti v karanteni, omejene stike imeti, ne. Pomembno je tudi mogoče pri tem, da se pojasni, zakaj je glih križarka neko tak kraj, kjer se to lahko pospešeno širi v primerjavi kot pa recimo širjenje med nami, ki smo pač v nekem bolj običajnem okolju, a ne, križarke so znane potem, mislim, da je bil zdaj tudi en izbruh nekega črevesnega virusa na eni, nedavno se je poročalo o tem, a ne. Tako da predvsem se mi zdi, da moramo pri nalezljivih boleznih tudi znati to negotovost, a ne. Torej ne vemo točno, pri čem smo, vemo tudi, da neka teorija je, od kje naj bi prišel ta hantavirus, da gre za ta anski sev, kako se reče, ne. Da se pojasni, a ne, in da pač tudi vse te ves čas poudarimo, kaj vemo, česa ne vemo, pa kako bomo še izvedeli, a ne. In potem tudi na koncu upam, da se je to zajezilo sedaj, a ne, ko so pač uspešno izkrcali vse in da ne bo še kakšnih kasnejših pojavov, da se potem tudi jasno pove, zdaj smo pa že na varni strani in da je konec, a ne, da se ne dela panike. Podobno pri eboli je pa seveda odziv čisto drugačen, oziroma drugačen iz stika tega, da je lokalno. Vemo, da zdaj nekaj bolnikov že je tudi po Evropi, a ne, ker so jih preselili sem za zdravljenje, za namene zdravljenja, ampak tudi, da se ne dela panike, ampak da se jasno pove, kako se trudijo tudi to zajeziti, a ne, da se ljudem tudi čim več teh na kako odgovori, kaj vemo, česa ne in kako bomo kaj izvedeli oziroma kako se kaj naredi, da bomo uspešno pač išli iz tega. Cepiva tako pri hantavirusu kot pri tem konkretnem sevu ebole ni, ne? Kaj je tisto, kar je zdaj in kaj bo recimo v naslednjih tednih, mesecih, v prihodnosti najbolj pomembno pri teh izbruhih in kje v tem je recimo tekma za cepivo mogoče za obe vprašanja? Jaz mislim, da je nekako ena pozornost ljudi kakorkoli potrebna, recimo, ko potujemo po svetu. Prej je bila omenjena križarke. To je res množica ljudi, tesno pravzaprav skupaj v prostorih, kjer se tudi, mislim, odvijajo določene aktivnosti, veliko zraka izdihamo oziroma kapljic. Tako da tako zavedanje, da greš na neko, rekla, potovanje, moraš prej poskrbeti za to, da ali da se dobro pozanimaš, kaj bi lahko na poti te doletelo, oziroma da poskrbiš za cepljenje oziroma torej kemoprofilakso z zdravili. Drugače pa je nekako treba živeti z temi agensi, ki nas obkrožajo, in se nekako samozaščitno tudi obnašati, predvsem pa poslušati, kaj pravzaprav pravijo te oblasti, kamorkoli potuješ. Jaz se vedno pozanimam, če grem, kaj mi svetuje recimo konzulat, kaj mi svetujejo na recimo strokovne službe. Tako da brez skrbnosti seveda ni. Je pa potrebno vedeti, da se z boleznimi da živeti in da z dvomi delajo večje težave, kot pač to, da o teh boleznih vendarle že veliko vemo.
Tekma za cepivo mogoče tudi recimo pri teh boleznih? To mislim, da bo Cepivo za ebolo, kot smo rečeno, je, vendar ni za vse seve, tako da verjetno bo vključen v cepivo tudi ta sev, če je že postal tako pomemben, prav zaradi tega, ker je ta območja, kjer se ta virus nahaja, seveda lahko nov vir okužbe zaradi tudi segrevanja. Ampak kot vidimo, cepivo vedno ne rešuje situacije, ne. Mi smo cepivo za covid dobili razmeroma zgodaj, pa je uspeh pri cepljenju se pokazal kar slab. In mislim, ne, da bi bilo cepivo slabo, pač pa odziv na cepljenje slab. Tako da vedno se vprašamo, ko nas nekaj doleti, ali bo cepivo, škoda, da ga ni, ko pa cepivo pride, pa začnemo razmišljati, zakaj bi pa zdaj se morali cepiti. Ja, cepiva se iščejo, če drugače ne, se iščejo zato, da bi lahko zaščitili ljudi, ki delajo na takih območjih, kjer se te bolezni pojavijo, ki delajo v laboratorijih. In kar nekaj pač teh obetov je, da bodo lahko ti profesionalno zaščiteni. O hantavirusih, tudi o virusu Dobrava, sem se pred nekaj meseci pogovarjala s slavno slovensko virologinjo, dr. Tatjano Avšič Županc. Bralci, poslušalci, gledalci, poiščite najin pogovor na N1, razloži marsikaj, ob tem pa ima tudi fascinantno kariero z nekaterimi naravnost filmskimi elementi. Doktorica Keber, vi se ukvarjate s socialno zgodovino medicine. Epidemije proučujete skozi to prizmo. Kaj nas o epidemijah uči socialna zgodovina? Kaj so recimo najpomembnejša spoznanja z vašega področja, ki bi jih javnosti povedali? Mogoče je najpomembnejše to, da nas nalezljive bolezni spremljajo skozi pravzaprav celotno človeško zgodovino, da so se družbe, države s tem začele spopadati dosti hitro, takoj, ko se je neka država organizirala do te mere, da je bila to sposobna izvesti. V našem primeru, recimo, bi jaz izpostavila čas Marije Terezije, njene zdravstvene reforme, ki so bile seveda v prvi vrsti namenjene ravno zaščiti tega srednjeevropskega, habsburškega prostora pred nalezljivimi boleznimi iz Otomanskega cesarstva. Oni takrat organizirajo vojno krajino, ki postane ena taka zdravstvena bariera, z določenimi prehodi za zaščito pred zoonozami iz Otomanskega cesarstva. Pa potem naprej, bolj ko se država organizira na neki upravni ravni, potem seveda skupaj z skokovitim razvojem medicine, se te probleme vedno bolje in natančneje in učinkoviteje tudi rešuje. Tako da človeška zgodovina je pravzaprav prepredena tudi s tem dogajanjem. In rekli ste, včeraj na predstavitvi, torej četrtek zvečer na predstavitvi te knjige, iz katere danes veliko črpamo, da v bistvu so tudi ti odzivi recimo na cepljenje, če govorimo konkretno o cepljenju, bili takšni in drugačni vedno tudi v zgodovini, da to niso neke nove stvari, kar zdaj gledamo. Seveda, cepljenje kot neka praksa, zdaj, če pogledamo, je staro že več kot 300 let. To je zelo dolga doba, ta zgodnja oblika cepljenja, varolizacija, se vsaj v Evropi pojavi tam v 20 letih 18. stoletja. Ta posodobljena vakcinacija, pa že obstaja pri nas več kot 200 let. Tako da to ni nekaj novega, tudi razmišljanje o cepljenju ni nekaj novega med ljudmi, sprejemanje oziroma zavračanje cepljenja tudi ne. Če smo pri tej variolizaciji, torej fascinantno je slišati, prebrati, na kak način je to potekalo, recimo že zelo zgodaj, kako so pri črnih kozah od ljudi, ki so imeli neko blažjo obliko, iz teh mehurčkov, pridobivali v bistvu to kužnino in dali zdravim ljudem, kakšne so bile tudi tveganja, kdo se je za to odločil, zanimivo je tudi to, kot ste recimo včeraj povedali, da na neki točki so svoje otroke cepili recimo plemiči, niso bili pa cepljeno vso prebivalstvo,
ampak so pa preizkusili to najprej na sirotah v sirotišnici, ne? Ja, seveda ta zgodnja oblika cepljenja, ne, je bila pravzaprav dostop do tega, do variolizacije, kot jo imenujemo, je bil seveda omejen na elito takratno, a ne, to so bili plemiški sloj, a ne. Med prvimi se pravzaprav cepijo člani kraljevih rodbin, na primer v Angliji, a ne, že tam v 20. letih 18. stoletja. Potem je to ruski dvor, a ne, kjer se potem v 60. letih pravzaprav celotno visoko rusko plemstvo da cepiti, a ne. Habsburški monarhiji mogoče malo zaostajajo, a ne, ampak vendarle, ko črne koze preboli, a ne, sama vladarica Marija Terezija, a ne, potem nekako se ta proces pospeši, se to cepljenje dovoli, a ne, in seveda prvi so cepljeni pravzaprav. Potem seveda, kot ste omenili, ko cepivost testirajo v sirotišnici na sirotah, a ne, to takrat ni bilo še etično vprašanje, a ne. Takrat potem seveda se cepijo pripadniki Višjega sloja, ne. dvora, seveda. Kasnejša oba cesarja pravzaprav, Leopold in Maksimilijan. Torej na tej predstavitvi, ne, na tej prej omenjene monografije Zgodovina cepljenja, gre torej za zgodovinski pregled mejnikov cepljenja v Sloveniji. Vi ste avtorica, vi ste urednica, vi ste tudi sodelovali, ne, na predstavitvi. Vse tri se tako ali drugače ukvarjate z epidemijami, z ozaveščanjem o tem. In prek dokumentov, virov, ne, ste vi popisali te mejnike pri cepljenju. Pa mogoče vprašanje za vse tri, vsaka iz svojega polja, ne, delovanja. Kakšen je pomen cepljenja, ali se tega pomena dovolj zavedamo? Čisto odkrito trenutno bi rekla, da se ga marsikdo ne zaveda. Ne zaveda, da smo s tem pač eliminirali že eno bolezen, da nas ohranja, da ohranja v bistvu celotno populacijo zdrave, da ohranja tudi ranljive zdrave oziroma prepreči pojav bolezni pri njih. Je pa to po mojem mnenju, tudi po branju te knjige, po tem, kar sem delala v času pandemije covida, ko sem pokrivala to temo, mogoče bolj aktivno kot trenutno, je to po mojem eden izmed glavnih izumov praktično, ki jih imamo, in zelo pomemben javnozdravstveni ukrep. Jaz sem začela včeraj, ne, s podatkom, da se je naša življenjska doba za še enkrat podaljšala v zadnjih 100 letih, a ne, in velik del tega gre k temu, da je bila veliko manjša umrljivost pri otrocih, kar lahko obe povesta, ne, kakšna je bila v zgodovini in kako se je potem to spremenilo. Ravno zaradi cepljenja. Pred 200-300 leti, ne, vsak tretji otrok do 10. leta starosti je umrl. Že sicer je bila Zaradi zelo visoka umrljivost otroka, ne, v zgodovini. In seveda od vseh teh 1/3 je pripadla pravzaprav črnim kozam. In ta bolezen, ki je izkoreninjena, ki je doktorica Muršič omenila, so koze, ne? Tako je. Tako. Vse druge, ne, smo še vedno oprezni oziroma nikakor si ne moremo še oddahniti. Tako se zdi še. Ja, jaz sem prepričana, da so pač mikrobi, virusi, bakterije toliko sposobni svojega spreminjanja. To kažejo tudi recimo virusi influence, ki se skoraj vsako leto spremenijo. To kažejo seveda tudi bakterije, ki jim na nek način pomagamo tudi sami, ker uživamo preveč antibiotikov. Na nek način jim pomagamo sami, ker se staramo, zato ker tudi starejši ljudje pravzaprav se imunost zmanjšuje in s tem nekako tudi hitreje potem zbolimo. In tudi ta velika razsežnost tega našega planeta, ko vsi želimo biti danes na enem koncu z letalom najhitrejše hitrosti, smo že drugi dan tam, se prenašajo bolezni s hitrostjo najhitrejšega prevoznega sredstva. Zadnje ta trgovska, bi rekla, pot, ki jo vse naše blago, hrana iz enega konca sveta na drugega, da seveda nekaj pač lahko, ali pa da ne bi tukaj strašili, lahko bi se uporabljalo tudi kot biološko orožje, zaradi tega, ker so tudi že izkušnje na tem polju.
Tako da ja, cepljenje je tisto, ki je dalo, bi rekla, premošča vse to, kar sem zdaj nekako želela poudariti, da je pomembno. Premošča v tem kontekstu, da če cepimo dovolj velik delež ljudi, lahko zagotovimo pri nekaterih cepljenjih, torej pri boleznih, ki se prenašajo na tak način, da jih širimo s kužnimi kapljicami, da lahko z tako imenovano kolektivno imunostjo omejimo možnost širjenja. In v tem smislu so se tudi umaknile, torej se je umaknila davica, črne koze, tudi recimo veliko manj imamo oslovskega kašlja, čeprav se še pojavlja, ošpice, mumps, rdečke. Bolezen, ki jo povzroča bakterija Haemophilus influenzae tipa B, pnevmokokne okužbe. Tako da ja, cepljenje, mislim, ne bi rekla zdaj, da bi morali vsi brati dokaze o tem, ampak se nam že iz prakse lahko povedo zdravniki, koliko manj primerov teh bolezni pri otrocih ali pa sploh ne registrirajo zadnje čase. In to je, recimo, ko smo rekli, za koga je to pomembno, tudi za zdravstveno službo. S tem je manj obremenjena, vsaj z enim področjem. No, na koncu te knjige so tudi te tabele, recimo število zbolelih in umrlih z nalezljivimi boleznimi od leta 1946 do 2020. In recimo, če gremo tukaj, davica leta 1946, 2265 zbolelih, 118 umrlih. In potem se to vidi, kako se po letih pada in kako nastopi ničla. Najprej nič umrlih in potem tudi nič okuženih ali pa oslovski kašelj, ne vem, še leta 1951, 1943 primerov, 12 umrlih, otroška paraliza, ki vemo, da so še vedno živi ljudje, ki imajo hude posledice, recimo v 50 letih, recimo leto 51, 55 primerov, leta 53, 187 primerov in tudi smrtne žrtve. In potem se lepo vidi, kako v bistvu pride na nič, ko se začne cepljenje v Jugoslaviji za te bolezni. To so vse v bistvu dokumenti, ki ste jih vi vključili v to knjigo, ki ste jih zbirali tudi iz svojega dela na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Na NIJZ ste skupno delali, če sem prav razumela, 42 let, na čelu Centra za nalezljive bolezni ste bili kar 23 let. Ko ste šli pisati to knjigo, ko ste se odločili, recimo, da v kakšni obliki bo nastala, a so bili mogoče kakšne stvari, ti mejniki, ki jih omenjate v knjigi, ki so vas potem s tem pogledom nazaj, toliko desetletij nazaj, ne vem, vam dali mogoče neko novo perspektivo, drugačno, da ste si kakšen od teh mejnikov mogoče zdaj ga za nazaj gledate drugače? Ja, jaz sem res bila dolga leta ves čas v tej vsebini, v tem pomembnem pravzaprav delu medicine. Sem pa zelo hvaležna doktor Keber, ki mi je odprla, mislim, možnost in pa potem pot, kako pridemo lahko do tega, da popišemo zgodovinsko dogajanje. Ker tega mi, medicinci, ne znamo. In v tem smislu sem seveda potem res pregledovala gradiva, ki so bila v arhivu Nacionalnega inštituta za javno zdravje in prišla do tega, da je to gradivo pravzaprav raslo skozi čas, kot so naraščala torej cepiva in kot se je tudi postavljal sistem. Zato sem se tudi odločila, da dam te tabele od leta 1946, ker je takrat začel delovati sistem v državi, se pravi, bilo je postavljeno, bil pravni okvir, imeli smo
podroben zakon o nalezljivih boleznih, ki je postavil strukturo služb, ki skrbijo za varstvo pred nalezljivimi boleznimi. Postavil je okvir torej teh strokovnih služb, spremljanja nalezljivih bolezni, epidemiološkega spremljanja, tudi nadzorne službe sanitarno inšpekcijo in pa seveda postavil je, rekla, pravne okvire cepljenju tudi v obliki obveznosti in hkrati brezplačnosti cepljenja. Tako da ti podatki potem si res sledijo, tako da tudi kaže na delovanje sistema. Ker prej so bili pa, kot sem jih iskala, podatki, ne bom rekla razpršeni, ampak bolj, ne vem, več je bilo za neko določeno lokacijo, več recimo podatkov o umrlih na drugem mestu, recimo umrle smo včasih iskali tudi po, to bo tudi doktor Keber najbrž povedala, po teh zdravniških poročilih konca 19. stoletja, pa potem v začetku, ker so nekateri zdravniki potem tudi izdali neke take statistične preglede s temi podatki. No, po tem letu, ko pa je prišel ko je začel veljati zakon, so bili pa dolžni zdravniki, ki so zabeležili bolezen, to sporočiti službam, ki so skrbele potem za torej pregled podatkov in analize, strokovne analize tega. In od tam dalje se seveda vidi potem, da so ti podatki služili tudi temu, da smo lahko načrtovali program cepljenja, ga tudi oblikovali glede na to, kako množično se je širila bolezen in kako ne. Recimo kasneje, v začetku je bilo tudi cepljenje proti škrlatinki, tudi pred drugo svetovno vojno, kasneje, ko so prišli na voljo antibiotiki, tega cepljenja ni bilo več potrebno. Ja, ta prostor, kjer sem jaz, to se pravi arhiv, ki sem ga uspela pregledovati, me je napeljal na to, da nas zgodovina uči, da nam daje pot v prihodnost in da se, če bi karkoli lahko rekli, naučimo tudi iz napak. In velika popotnica je nekako, jaz upam tudi prihodnjim generacijam, da ne bodo pozabile, kako veliki napori so bili vloženi, da so se lahko nekatere bolezni umaknile, nekatere ne povsem še, tako da moramo biti vseeno budni, in da bi tudi za prihodnje generacije pustili svet, ki bi bil varen pred nalezljivimi boleznimi, da ne zanemarimo tega obdobja, ki ga imamo, in zaradi tega se ne bi cepili, ne bi skrbeli za preprečevanje širjenja bolezni, no, da ne bi mogoče ukinjali kakšnih služb in strokovnih inštitucij, ki tudi če bolezni ni bi rekla, širše poznanih, da jih ne opazujemo vsak dan, veliko dela je zadaj v takih inštitucijah. Lahko je samo Ja, seveda. Ja, jaz bi tukaj res poudarila, da včeraj smo tudi videli, kako pomemben je finančni okvir, organizacijski in pa regulatorni. Ko enkrat regulatornega okvira več mogoče ne bo, če se bi kdo boril proti temu, potem tudi finance propadejo in ta organizacija, ki jo imajo postavljeno. In to je resen v bistvu lahko napad na javno zdravstvene ukrepe, ki se že dogaja nekje po svetu, v državah, kjer si mogoče še par let nazaj, pred covidom, nismo predstavljali, da lahko pridemo do tega. In potem pride že spet pojav ošpic, izbruhi in podobno. Ker enostavno, če ni celotnega tega, kar dela ozadje, nevidnega, ker mi v bistvu ne vidimo, če tega ni ozadje, ne moramo imeti takih uspehov, kot so recimo predstavljeni na koncu v knjigi, ki ste jih prej navedli. To bi res poudarila, pa samo še tole dodam. Smo v času podnebne krize, podnebnih sprememb. Obstajajo članki v znanstveni literaturi, ki napovedujejo tudi recimo ta antski sev hantavirusa, se napoveduje, da je mogoče bojo pogostejši izbruhi ravno zaradi spreminjanja podnebja in narave v tistem okolju, kjer se pojavlja. Pa da ne bom zdaj strašila s hantavirusom, tudi drugi virusi, bojo verjetno pandemije bolj pogoste in moramo biti na to pripravljeni. Tudi s tem nevidnim delom, ki je ozadje, organizacijski, finančni pa regulatorni. Torej, recimo s tem, ko se bojo komarji selili, tisti, ki prinašajo hude bolezni,
višje proti severu, ne, prihajajo k nam mnoge bolezni, ne, torej ne govorimo zdaj čez 1 leto, ampak kaže pa, da se vse to dogaja hitreje, kot so mogoče včasih znanstveniki še mislili, da se bo dogajalo, ne, da nas prehiteva tukaj dogajanje, ne. Ob tem, ko ste omenili, ne, o idejah recimo v tujini, ne, bi omenila, da recimo stranka Resnica, ne, ki ima zdaj predsednika Državnega zbora v Sloveniji, ima recimo v svojem programu zapisano, da zagovarjamo torej svobodno odločitev in princip, kdor želi se cepiti, naj se cepi, kdor ne želi, ne bo predmet prisile. Mogoče vprašanje za vse tri, ne, kako nevarno je recimo lahko takšno razmišljanje, ne. Vi ste omenili, v bistvu s tem ne ščitimo ne samo sami sebe pred to boleznijo, ščitimo tudi družbo, ščitimo tudi tiste, ki se ne smejo cepiti, ne, ker so ljudje, za katere zdravniki vejo in morajo presoditi, kdo so tisti, ki se ne smejo cepiti. In ščitimo nekako tudi prihodnje rodove, ne. Saj, če se recimo tisti ljudje v 50, 60, 70 letih ne bi cepili, ne, naši recimo starši, verjetno mi kot otroci in naši otroci zdaj ne bi bili zaščiteni, ne, pred temi boleznimi. Ja, tako razmišljanje, da je treba prepustiti svobodnemu odločanju, bi mogoče bilo lahko čisto dobro, ker če bi pač ljudje razumeli in hoteli se pač zavedati, da so nekateri ukrepi nujni. In bi potem ob takih primerih tudi reagirali na način, da, kot ste zdaj omenili, ne pomagajo samo sebi, ampak s tem, ko se cepijo, pomagajo svojim bližnjim, bi rekla, svoji okolici, tistim, ki so bolj ranljivi, najbolj mladim, najmanjšim otrokom, starejšim. In seveda s tem ne samo to, tudi preprečijo, da bi se recimo vsa energija in vsa sredstva vlagala v zdravljenje bolezni, kajti zdravljenje teh bolezni je izjemno drago, zahteva recimo celo hudo intenzivno nego in dolgotrajno zdravljenje, da ne rečem, da puščajo bolezni posledice, omenili ste že otroško paralizo. Tukaj potem pridemo do invalidnosti, torej izostanka z dela in recimo pri prebolevanju ošpic so starši dobili bolniško odsotnost in tukaj je šlo tudi za veliko odsotnost potem z dela in izguba, bomo rekli, v neki tovarni, v nekem podjetju, tudi izguba, bom rekla, dobička. Se pravi, ne gre samo za to, da je to poseg v telo. To je v bistvu neka dobrobit, ki pomaga, da družba lahko, bomo rekli, bolj skrbno, bolj brezskrbno živi in se razvija, raste, da otroci imajo brezskrbno otroštvo, da lahko ti otroci potem prispevajo k, rekla, tudi v družbi, ne pa da, tako kot so predno smo imeli cepljenje, pravzaprav v rani mladosti umrejo. Tako da razmišljanje, da se lahko odločim sama o sebi, je meni tudi blizu. Ampak če si dovolj tudi, če imaš dovolj velik čut za dolžnost, da se zaščitiš in zaščitiš druge, ne. In to, če vas prav razumemo, manjka in to vas skrbi, ne. Ja, tukaj bi jaz želela en premislek, ne. Ker z glavo skozi zid, ne, obvezno pa ne bo, potegne za seboj to, kar je rekla doktor Muršičeva. To potegne za seboj, da bo država lahko dala roke stran in bo rekla, zdaj se pa mi pravzaprav od tega umikamo. Kdor se bo hotel cepiti, bo plačal za cepljenje, tako kot je tudi že bilo predno, ni bil sistem postavljen. Potem bodo rekli tisti, ki bodo preskrbovali s cepivom, ja, če pa ne bomo imeli cepljenja tako organiziranega, da bo država oziroma zavarovalnica dala sredstva za nabavo cepiva, potem pa mi ne bomo več nabavljali cepiva, ne, ker pač. Ampak že številke, kot so zdaj, ne, glede precepljenosti, ko govorim recimo o precepljenosti otrok, vas skrbijo, ne? Ja, skrbi me zato, ker bolezni, kot so ošpice, kot je oslovski kašelj, tudi pač druge te pnevmokoki, hemofili, vse to kroži. In mi imamo, poglejte, če se prehodite ali skozi Ljubljano ali po Bledu ali ne vem, tudi po drugih lepih krajih naše Slovenije, tu je polno turistov.
polno otrok, ki prihajajo tudi iz takih območij, kjer se odvijajo, jaz bom pa sam sebi odločil, ali se bom cepil ali ne. In zelo hitro lahko pride do tega, da se nam vse te bolezni vrnejo. Tako da razmislek. Cepljenje v zgodovinski perspektivi. Doktorica Keber, kam bi ga vi umestili v zgodovini, to cepljenje? Kako nanj gleda zgodovina? Ampak tudi, kakšen mogoče bi bil svet, če recimo tega cepljenja, o katerem smo prej govorili, ko so se te tabele začele spreminjati, kakšen bi bil recimo naš svet zdaj, če ne bi tega bilo? Ja, zdaj nalezljive bolezni že same po sebi so pravzaprav kar v veliki meri vplivale na to, da so se začeli razvijati zdravstveni sistemi. In da je v bistvu država sprva seveda iz nekih razlogov čisto merkantilistične narave povečati število svojega prebivalstva. Se pravi, intervenira na to področje. Pred 200 leti so obstajale različne oblike zdravljenja. Zahodna medicina je bila le ena od njih, in država v bistvu tudi zaradi nalezljivih bolezni potem podpre pravzaprav medicino, ki potem postane prevladujoči način zdravljenja. Zdaj, če tega ne bi bilo, jaz lahko govorim iz svojih, kaj naj rečem, doživljanj ob branju umrliških knjig. V umrliških knjigah se to najbolj jasno vidi, ko so opisani pač vsi umrli, vidiš to res veliko število otrok, in pa tudi vzroke smrti. In med vzroki smrti so mislim, to, kar je mene pretreslo, ko sem tam recimo za konec 19. stoletja gledala umrliške knjige, koliko jih je še vedno umrlo zaradi črnih kos, zaradi škrlatinke. Škrlatinka je bila, to so bile cele epidemije, ko so pravzaprav v istem kraju je lahko določeno število otrok tako naraslo, umrlih, da so bile to so bili otroški pogrebi dan za dnem. To tudi v spominih opisujejo razna pričevanja, recimo v knjigi o Ljubi Prener, ki se spominja časa svojega otroštva, tam začetka 20. stoletja, kako je to zaznamovalo, ko je hodila na te otroške pogrebe. To je bila stalnica. In jaz res mislim, da si ne želimo tega nazaj. Pomen javnega zdravstva, ki smo že načeli pri cepljenju. Kaj bi o tem rekli? Ja, v bistvu, mogoče bi dala zdaj omenila, pa kar prosim, da me popravite še, ker to čisto iz medijev črpam, primer Bangladeša v zadnjih letih z ošpicami. Tam se je pač zgodilo, da so želeli doseči malo večjo precepljenost, potem je bilo seveda to povezano s politiko, menjavo režima, sistema, in je pač to upadlo. In imajo primere, ko novorojenčki ravno zaradi tega, ker niso zaščiteni, ker v bistvu populacija ni zaščitena, pride do njih, v bistvu umrejo. Mislim, da imajo kar veliko število v bistvu umrlih otrok. Podobno kot smo zdaj poslušali, kar se je dogajalo 100 let nazaj. Ker je v bistvu, glede na to, da imamo orodje, ki lahko to prepreči, da vemo, kako organizirati ta sistem, da tudi imamo Svetovno zdravstveno organizacijo, ki je zato zelo pomembna, ravno zaradi vseh teh globalnih zadev, o katerih smo že govorili v tem pogovoru. Lahko to rešimo. Mogoče pri nas trenutno, mislim, če bo padla precepljenost med otroci proti ošpicam, bomo pač tudi pri tem, da bojo potem kakšni novorojenčki, ki so v bistvu v tem primeru najbolj ranljivi, do ne vem, pri katerem mesecu se potem cepi? Pri enem letu. Pri enem letu, ja, torej do enega leta bo nevarnost enostavna. Jaz si ne želim sveta, ki bi hodila podobno, kot je bilo omenjeno na pogrebe otroka, oziroma dojenčkov, mislim še. Lahko samo tudi dodam, ko je bila omenjena Svetovna zdravstvena organizacija, zdaj pogosto slišimo, bomo prenehali sodelovati s Svetovno zdravstveno organizacijo, ne bomo jo financirali. Zato se je odločila to se je država, ki je dajala največ v Svetovno zdravstveno organizacijo. No, to je ena od organizacij, ki seveda ima zadaj res izjemno množico strokovnjakov, ki potem delujejo na programih.
In eden od teh programov je tudi cepljenje. Od tega tudi program, da dajejo A-vitamin, da otroci niso slepi v takih krajih, ker pač nimajo dovolj A-vitamina, no in pa cepljenje. In prav v takih državah, kjer nimajo dovolj sredstev, da bi si lahko privoščili nabavo cepiva in tudi organizacijo cepljenja, pošlje Svetovna organizacija svoje strokovnjake in tudi nabrana sredstva, da zagotovi cepivo. In če se pač bo vedno bolj dogajalo, da bi katere države pač prenehale razmišljati o pomembnosti Svetovne zdravstvene organizacije, ostanemo še brez enega dobrega sistema, ki ravno na področju cepljenja in nalezljivih bolezni deluje izjemno dobro in seveda brez tudi konkretne pomoči. Kar je recimo pri Združenih državah Amerike, ne vem, katero besedo bi uporabila, frapantno, je to, da recimo imamo pač voditelja najmočnejše države na svetu, ki absolutno zanika znanost, za katerega ne moreš verjeti, recimo, da javno izjavlja stvari, ne, in med covid krizo, ampak tudi po njej, ki je dobesedno zanikovalec, ne, znanosti. Ja, in na ta način, oprostite, na nek način legitimizira vse to, kar so mogoče neke fringe oziroma neke skupine na robu govorile, ne. To potem postane nek mainstream, neko prevladujoče mnenje, ker on to narativo podpira, ne. In tudi pri eboli, s katero smo začeli, ne, vemo zdaj, da se večkrat omenja glih to manko ZDA, ki sodelujejo v Svetovni zdravstveni organizaciji, manko USAID, mislim, da se je imenovala organizacija, ki je tudi tam pomagala, ne. In včeraj smo zaključili pogovor, ne, doktorica Krajger je rekla, da je to, da se cepiš, en tak velik akt solidarnosti z družbo, ne. Ampak tudi globalna solidarnost, ne, recimo z državo Bangladešem, kjer je zdaj ebola, z vsem tem, je tudi to, da mi smo del te skupnosti, ne, Svetovne zdravstvene. Tako da je na večjih ravneh ta solidarnost, to bi res poudarila. Prostite. Ja, ne, hvala, ker ste to omenili. To, kar lahko pri cepljenju ugotovimo, je ravno to, ne, kar ste zdaj rekli. Sam nisi otok, ne. Ti pravzaprav, če tudi želiš odločati o sebi, okrog tebe je svet, okrog tebe pravzaprav so problemi, ne. In teh problemov se moraš zavedati, ne samo, da pestijo tebe, ampak da pestijo tudi številne druge ljudi po svetu. Marsikje si ne morejo privoščiti cepljenja in potem so take pač grozljive situacije. Tukaj pri nas, ko ga pa imamo, pa izgubljamo priložnosti. To so res velike priložnosti, da se obraniš bolezni, preden nastopi. To v medicini pravzaprav redko, ne. Nekaj je ti pri teh preventivnih pregledih, recimo presejanju, tukaj je, ampak vendarle že pri presejanju se ugotavlja nekaj, kar se že dogaja v telesu, ne. Pri cepljenju dajemo pa cepivo takrat, ko in pravočasno predno pridemo lahko v stik z boleznijo. Zdaj pa, če lahko tukaj samo en stavek dodam, to je pa največji problem pri cepljenju. Zato, ker če bolezni ni, zakaj se moram cepiti, ne? Zakaj pravzaprav je zdaj tako pomembno, da ta program stoji, bolezni pa ni, ne? Ja, predvsem zato, ker nismo sami, ker nismo otok, mi imamo stik s celim svetom. In ker se lahko te bolezni vrnejo, dosežejo nas, naše bližnje, ali pa v bistvu so nekje v naši okolici. Tako, ali pa se pojavijo, tako kot se vsako leto pojavi gripa, ne. Imamo tudi do 200,000 zbolelih in zelo veliko število potem tudi v bolnišnicah s hudo obliko gripe, kar potem vse sile in tudi sredstva vloži potem država v zdravljenje in v torej pomoč tistim, ki so zboleli. Z cepljenjem bi se pa to lahko vsaj v največji meri preprečilo. Ko smo pri teh torej obveznem recimo cepljenju, ne, vi pišete tudi v tej knjigi tudi o stranskih oziroma neželenih učinkih, o pojasnilni dolžnosti, o tem v bistvu, kakšne pravice imajo ljudje, če gre kaj narobe pri cepljenju. Ti odstotki so sicer izjemno nizki, ne, to je treba vedno znova poudarjati, ljudje so tukaj zbegani. Mogoče o tem še malo kasneje. Tudi zelo prijazno ste recimo te stvari včeraj pojasnjevali eni od poslušalk, ki je prišla na to predstavitev, ne.
Vi pravite tudi, da imajo pediatri, mislim, vse to je prav, da je in mora biti, zato tudi imamo ta sistema, ne, da so vse te stvari vključene. Pravite pa, da imajo pediatri predvidenega premalo časa in dajete jim vse priznanje za to, da, recimo, da se trudijo, da staršem, ki ne želijo cepiti, pojasnijo, verjetno pa tukaj niso vsi enako vešči tega, ne, te komunikacije. Torej, da starše, ki ne želijo cepiti svojih otrok, jim na prav način predstavijo in včasih, ne, kot vidimo, sama znanstvena dejstva žal niso dovolj, ne. Ne verjamejo tudi dejstvom nekateri, ne. No, mogoče tukaj na začetku povem, da ko rečemo, da je cepljenje obvezno, seveda ni obvezno za vsakogar. In tudi tu je potreben razmislek tistih, ki imajo v mislih, da bi morali cepljenje pač organizirati drugače. Tisti, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo biti cepljeni, seveda niso cepljeni. Nikogar se pri nas ni do zdaj še prisililo v cepljenje, tako da bi se ga parelo in izvedlo cepljenje. In starši in zdravniki imajo možnost, da se obrnejo na strokovno komisijo, ki odloči, ali so ti medicinski razlogi taki, da res lahko opustimo cepljenje. In s tem recimo zdravniki, ki to vlogo dajo za otroka, nekako prevzamejo skrb na sebe, ker rečejo, zdaj bom pa jaz, če to predložim, tudi imel neko odgovornost, da sem otroku odtegnil cepljenje. Tako da zato preloži pravzaprav na strokovno komisijo, sestavljeno iz številnih strok vej medicine, in enako lahko naredijo tudi starši. Tako da to je tista varovalka, ki pravzaprav to našo obveznost cepljenja nekako prestavi na to dejstvo, da je cepljenje obvezno za tiste, ki so lahko cepljeni. In s tem tisti, ki so lahko cepljeni, varujejo tiste, ki žal ne morejo biti cepljeni, in na ta način pravzaprav igramo to vlogo solidarnosti. To je bomo rekli, to razmišljanje o tem, da cepljenje naredimo neobvezno, pravzaprav postavlja, po mojem mišljenju, na glavo. V zadnjem času, recimo, smo zasledili, smo novinarji poročali tudi o tem, da slovenski pediatri so opozorili na, kot so rekli, nenavadne cepilne zaznamke. Starši, ki sicer zavračajo recimo obvezno cepljenje svojih otrok v Sloveniji, so nalepke o cepljenju dobili v Avstriji, a takšna potrdila o cepljenju so sumljiva, so opozorili pediatri. To je recimo še ena stvar, ki nas lahko skrbi, ne. Ali je ta precepljenost, kot bi se kazala, sploh dejansko v resnici takšna, kot izpričuje številke, ne? Jaz bi, ko ocenjujem to, bi rekla, da tako potrdilo sploh ne pride v sistem spremljanja. Zato, ker tako potrdilo zdravnik ne more vključiti v našo, v bistvu, poročanje o cepljenju. ja. Ker poročanje o cepljenju temelji na tem, da ti pravzaprav cepljenje izvedeš in vpišeš vse ustrezne podatke. Tako da tako potrdilo morda uspe pri vpisovanju v vrtec. Zdravniki pa pravzaprav delajo po, bomo rekli, pravilih, in ko je pač to prišlo v javnost, jaz zdaj že o tem nisem že dolgo slišala, to je mogoče se dogajalo že pred 10 leti, 15 leti. Upam, da se ne dogaja več. O teh opozorilih? Ja. To je bilo nedavno. Ja, so pediatri opozorili. O nezaupanju, lažnih novicah, zavračanju znanosti, tega nismo videli le pri koronavirusu, torej tudi pri problematiki precepljenosti recimo otrok. To je zelo aktualno vprašanje in mislim, da še celo vedno bolj bo. Vas, doktor Muršič, to skrbi, ali pa če mogoče vprašam nekoliko drugače, vtis je, da na svetu je vedno več informacij, vedno več znanosti, hkrati pa tudi vedno več negotovosti, nezaupanja v znanost. Zakaj? Ja, preplavljeni smo z informacijami na dnevni ravni, ne, vsak dobi res veliko količino. Jaz bi samo, mogoče se bom tukaj res usmerila na cepljenje, no, prav na informacije o cepljenju in pa
da se greš cepiti, v bistvu ti spremeniš svoje vedenje. Ti moraš aktivno pristopiti do zdravnika in pač prejeti cepivo. Ne? Ni to kot, podobno imamo pri recimo ukrepih proti podnebnih spremembah. Ti moraš svoje vedenje spremeniti na nek način, da pač pomagaš pri blaženju podnebnih sprememb, kakor sploh lahko posameznik. Pri obeh, in pri cepljenju in po podnebnih spremembah potrebujemo sisteme in strukturne spremembe, oziroma pri cepljenju so že postavljeni, upamo, da se ne bojo razstavili. In bi rekla, da pač ves čas, oziroma tudi pri zaupanju do znanosti, bom prek analogije cepljenja, obstaja neka ta zadržanost do cepljenja, to je na spektru, to ni, obstaja nekaj manjšina ljudi, ki bi rekla ne bom se cepila in jih ne boš premaknil. Karkoli boš naredil, kakorkoli sočutja, empatije, karkoli boš pokazal, ne boš. Potem je pa en velik del nekje tam od teh ne do polovice, potem smo tisti seveda, ki pridemo sami pa prosimo za cepivo, to je pač tudi nek delež ljudi. Ampak vmes imamo te, ki pa želijo odgovore. Želijo tako znanstvene odgovore, predvsem bi pa rekla, da želijo tudi poslušanje. Torej želijo dialog. Želijo, da zdravnik ne pride, na žalost ima samo 5 minut. Mene je ta novica, jaz nimam otrok, tako da nisem nikoli bila v tej situaciji, ampak me je šokiralo, da v bistvu je samo 5 minut namenjeno temu, ker pediatr oziroma pediatrija ne bi mogla imeti čas, da v bistvu sploh sliši, da ima čas, da sliši, kaj skrbi te ljudi. In podobno tudi, ko komuniciram znanost, moram jaz slišati, kje je sploh tista točka, preko katere jaz lahko vstopim na neko znanstveno temo, predstavim. Recimo tukaj je cepljenje in pri tem pogovoru je pač potrebna velika mera nekega sočutja, nekega razumevanja en drugega, ker en primer iz knjige, ki govori prav o zadržanosti do cepiv, avtorica je, mislim, da je ameriška antropologinja, deluje pa v Evropi, Heidi Larson, govori o tem, o enem fantu iz ZDA, ki je pri 18 se odločil, ni bil cepljen proti otroškim proti ničemer, da se bo pa poiskal cepivo in je na Redditu napisal, kaj je zdaj lahko naredim, kako lahko poskrbim, da bom vse nadoknadil. Zdaj sem 18, lahko to naredim. In on je potem, mislim, da na nekem srečanju Svetovne zdravstvene organizacije ali Združenih narodov poročal o tem dogajanju. In kar je na koncu poudaril, da on si ne želi, da bi njegovo mamo videli kot neumno ali pa neskrbno mamo, ampak da v resnici, kako je bilo v njeni skupnosti predstavljeno cepljenje, je bilo, da ona je v bistvu njega zavarovala s tem, da ga ni cepila, njegovo zdravje. In da ona je še zmeraj ljubeča mama in ta, ampak glih pride do tega mosta, tega, da mama razume, da varuje otroka tako, da ga ne cepijo, na drugi strani on zdaj kot odrasel razume, da se bo zavaroval, pa da bo druge zavaroval s cepljenjem. Ta most je treba najti in na žalost 5 minut, po mojem mnenju, nikakor ni dovolj za to, za tiste, ki so na tem spektru, da so odprti do tega. Jaz imam tudi izkušnje iz covida, ko sem govorila z ljudmi in je bilo velikokrat vprašanje, koliko si jih pa prepričajo, da se cepijo, ti veš pa vse podatke, povej zdaj, kjer je študije, kaj je bilo narejeno, takrat je bilo ogromno priplintov za prebrati, ogromno nekih takih delnih informacij, ampak večinoma sem pustila ljudem v takih osebnih odnosih, da so oni mi povedali, kaj jih skrbi, zakaj dvomi. En gospod starejši je bil pri babici na obisku in da je videl mene z mojo partnerko, pa vprašal, on je bil čez 70 star, koliko smo mi dve stare in da sva cepljeni. In sem jaz rekla, ja, sva se cepili, malo je vprašal o stranskih učinkih, mu nisem dala podatkov, kako mRNK cepiva delujejo, ker ni bilo pomena za ta pogovor. In potem je babica klicala, on je malo dvomil v to, da se je dejansko 2 tedna potem šel sam cepiti, ker je videl, mlajši sta, malo jo je glava bolela, nekako v redu sta bila in je bila samo ta most je treba zgledati. In to v bistvu velja za vse znanstvene teme, predvsem te, ki se tičejo spreminjanja vedenja. In ja, jaz imam neko tako mantro v glavi, da dejstva ne spremenijo nujno tega, kaj bomo naredili. Da je veliko čustev in veliko nekih vrednot upletenih v to, nekega našega ozadja, iz katerega izhajamo. Zato je tudi pomembno. Mislim, da v zgodovini včeraj je vaš doktorski študent razlagal ravno o tem, da so vsi mogoče boljše, da vi to poveste, kako je bilo to v zgodovini, da se je izkazalo iz arhivskih podatkov, da tisti, ki so mogoče imeli neko večjo vrednost v neki skupnosti, so bili zelo pomembni za kot neki mnenjski voditelji. Duhovniki recimo v preteklosti. Duhovniki, učitelji, tudi zdravniki, ne vsi, je tudi med zdravniki bilo različno, ki so potem lahko za sabo potegnili celo skupnost, bodi si v smeri cepljenja ali pa v smeri zavračanja. Jaz bi mogoče samo en moment tule, sem se spomnila, pogost razlog, ki ga jaz slišim, mogoče v moji okolici, je, da bi ljudje radi čim bolj naravno živeli, brez intervencije nekih umetnih snovi. Zdaj,
ko preučujemo zgodovinska obdobja, so takrat ljudje po tej logiki živeli zelo naravno. Ni bilo nikakršne intervencije znanosti. Sredi 19. stoletja je bila povprečna življenjska doba 40 let. Da ne govorimo, kot smo že večkrat danes omenila, o visoki stopnji umrljivosti otroka. Mislim, da se tja ne želimo in da bi v bistvu mogli na nek način tudi prek komuniciranja znanosti te vsebine mogoče malo bolj poudariti. Če sem jaz prav vas razumela, da je treba nekako preko razumevanja, da so tukaj vpletena tudi čustva in vrednote, šele ko se to okno odpre, lahko vstopijo dejstva in znanost. Predtem pa ne slišijo. Težko je drugače ta most vzpostaviti. Je pa res, da to zahteva tudi veliko večji finančni zalogaj in pa veliko več časa. 5 minut, kot sem rekla, na žalost. Pri tistih, ki dvomijo, ki mogoče imajo v to še vpletena čustva, ne bo dovolj. Ampak, povejte. Zdaj govorimo o tem kratkem času. To je tisti čas, ko ga ima v ambulanti zdravnik, ko porabi sistematski pregled, ki seveda traja dlje časa. Potem je temu pregledu pridruženo cepljenje. In če takrat starši potrebujejo več informacij, se ta čas ne ustreza. Ni pa to edina možnost, ko starši dobijo informacijo. Že v šolah za starše so informacije o cepljenju, so pogovori lahko. Potem ob prvem obisku, ko pridejo na prvi pregled, dobijo knjižico o cepljenju oziroma brošuro, kjer so popisana vsa cepljenja. In potem seveda ti starši verjetno kdaj pridejo tudi, ko je otrok bolan, in takrat lahko z zdravnikom spregovorijo tudi o drugih problemih, ki jih tarejo. Tako da jaz tukaj vidim to, da mogoče ta čas bi lahko bil povsem dovolj, če bi bil ta sistem, ki ste ga omenili, bolj sposoben komuniciranja. In tukaj te veščine bo treba res nekako izboljšati. Jaz tudi v naši študiji, ki smo jo naredili pred kratkim, to je bila slovenska študija razumevanja cepljenja med materami najmlajših otrok, ki so v obdobju cepljenja, ravno poudarja na koncu, torej, da na polju komunikacije so še velika pomanjkanja. Mogoče, doktorica Keber, s tem povezavi, s tem nezaupanjem v znanost. Zanimivo je bilo včeraj, ko ste razlagali o tem vodovodu v Ljubljani. Da tudi, ko so uvajali vodovod, kdaj je bilo to? To je bilo konec 19. stoletja. Da so bili upori, da niso ljudje želeli tega, kljub temu, da v bistvu zaradi tega, ker ni bilo vodovoda in ker so bili odvisni od teh vodnjakov, ki so bili porozni, so imeli epidemije in epidemije kolere. Seveda, tudi tifusa, različnih. V Ljubljani je bilo non-stop. Non-stop so bile pojavi teh nalezljivih črevesnih bolezni. In pri izgradnji vodovoda se je v bistvu župan Hribar takratni zelo namučil, da je nekako ljudi prepričal, da je to nekaj dobrega v zvezi z higienizacijo mesta, za preprečitev širjenja teh bolezni, ker so se ljudje na nek način težko predstavljali. Kolegica zgodovinarka Mateja Tominšek-Richter piše o tem, da je voda pritekla iz cevi, iz podzemlja, iz zemlje ven. To se jim je zdelo nekako skregano z razumevanjem higiene in čistoče. Ker tudi razumevanje čistoče je zelo zanimivo zgodovinsko vprašanje. Sploh mogoče še v predbakteriološki dobi, preden oni odkrijejo povzročitelje posameznih nalezljivih bolezni, bakterije najprej. Ljudje čistočo v različnih zgodovinskih obdobjih zelo različno razumejo. Če so se v 17. stoletju parfumirali in pudrali, namesto da bi se umivali, takrat je bila to standard čistoče.
Vodo so razumeli kot mogoče v zvezi z umivanjem nekaj, kar jim odpre pore, a ne, kamor potem lahko te neke miazme in škodljive snovi vstopajo v človeško telo. A ne. Tako da to je zelo zanimivo raziskovalno področje tudi, a ne, teh navad, razumevanj, higiene kot take in kaj potem higiena, tudi kot ena veja medicine pravzaprav, a ne, se razvije in pomeni. Tukaj bi lahko rekli, da je higiena tudi veliko in izjemno veliko pripomogla k zmanjšanju števila zbolelih za nalezljivimi boleznimi in še zdaj je v ospredju. Saj morda se vsak spomni, takoj ko se pojavi neka taka bolezen, vedno najprej v ospredje dajemo to higiena kašlja, higiena rok. Ja, da ne bomo mislili, da smo tle že na varni strani, ker kar jaz opažam, je to, da tudi odrasli ne vejo, kako se kiha in kako je treba roke potem prati, da druge ne okužiš. Jaz temu rečem v bistvu bonton. Ja. To je že pride na to področje. In kje smo tukaj šele pri tem, da se zavedamo, da če smo kužni, ne hodimo v okolja, kjer so drugi ljudje, da si nadanemo masko. Zdi se recimo včasih, da nas pandemija v bistvu, da nas ni nič naučila, da smo pozabili vse to, kar smo takrat osvojili. Ne? Olajšala nas je. Ja. Mogoče na tej točki lahko še povem, a ne, da tudi sama ugotavljam, da po teh velikih pandemijah, a ne, ljudje očitno je to nek naraven način spoprijemanja, a ne, z temi travmatičnimi posledicami, hočejo čim prej pozabiti. A ne. Vse, kar se jim je zgodilo med pandemijo in tudi vse ukrepe, radi bi čim prej živeli tako, kot so živeli prej. Ja. Ne. Zato se potem zdi, da se iz neke take katastrofe pravzaprav kot družba ne naučimo kaj dosti, oziroma so te ukrepi kratkega daha. Ne. Ja. Za nacionalni radio ste lani rekli, da zgodovinarji bodo imeli pri proučevanju pandemije covida težko delo z razumevanjem tega obdobja. Ne? Je bilo kar nekaj teh v bistvu stvari, ki so bile mogoče... Ki so se takrat zelo prepletle. Ja. Rekli ste tudi, ne, da v bistvu, ker so bili recimo ti ukrepi, recimo v Sloveniji, ne povsod, komunicirani način, kot so bili komunicirani, ker je bilo ukrepov tudi preveč, pa sploh pa način komunikacije, ne, so se potem ljudje šli upirati tam, kjer je bilo najmanj smiselno pri stvari, ki je dejansko pomagala pri cepljenju. Ne. Ja, seveda, jaz, kako ne rečem, sem med to pandemijo covida pravzaprav se znašla v neki dvojni situaciji, a ne, ko sem kot raziskovalka preteklih epidemij pravzaprav sama začela doživljati sodobno pandemijo, ne, in sem mogoče bila na nek način hkrati me je raziskovalno zanimalo, kako se bo družba odzvala, a ne, ker sem vedela, kako se je recimo v preteklosti, a ne, hkrati sem bila pa tudi kot posameznica doživljala na nek svoj oseben način vse skupaj, a ne. In seveda te premisleki, kaj je šlo narobe, kje, kdo, a ne, kako smo tudi ljudje odreagirali, so bili pri meni zelo prisotni, a ne. In se mi je potem tudi v toku ene okrogle mize, ki smo jo imeli, ne, zdelo zelo zanimivo, ne, da se je v bistvu ta nek upor proti oblasti, ki se je takrat množično sprožil, a ne, da je v bistvu to v nekem delu zajemalo tudi cepljenje kot tako, ne? Da je ta ukrep cepljenja postal nelegitimen zaradi oblasti, ki je bila takšna, da so se ljudje, da so bili zrevoltirani in so se uprli. Kar se mi zdi, da ni bilo najbolj, kako naj rečem, racionalno. Da, tako je. Se tudi sedaj mogoče to, da želimo imeti nadzor nad svojim telesom, je ravno cepljenje neka tista stvar, da želimo imeti nadzor v svojem življenju, hočem reči, tudi na drugih področjih, ki se sploh ne tičejo cepljenja, potem pa najdemo cepljenje in imamo občutek, lahko pa to prepovemo, oziroma lahko si pa tukaj damo možnost odločitve, saj tukaj bo imel nek nadzor, če ga že drugje mogoče čisto v drugih sferah, a ne, nimamo. To je tudi po mojem eden izmed razlogov, ki vodijo te odločitve nekaterih svetovnih voditeljev, da omogočajo oziroma omogočajo razkroj tega cepljenja v bistvu. No, jaz sem včeraj gledala zvečer, recimo me izjemno presenetilo, torej pri teh neobveznih cepljenjih, ne, torej mi imamo na voljo cepljenje proti HPV-ju, ne, s katerim bi lahko izkoreninili v bistvu prvi rak, ki bi ga lahko
dobesedno izkoreninili, rak na materničnem vratu. Pokazale so se že dobrobiti v bistvu v teh generacijah, kjer so bile deklice cepljene, zdaj lahko cepimo poleg deklic tudi fante, ne. In me je v bistvu šokiralo, da recimo pri dekletih je to okrog 50% le, pri fantih še veliko, veliko manj, ne. Mogoče za konec, kje vidite prihodnost ali pa kako prihodnost vidite, kakšne skrbi imate ali pa mogoče kakšno zaupanje za vse 3 vprašanja? Jaz vidim svetlo prihodnost. Vseeno, jaz mislim, da je toliko, bi rekla, zgodovina dala svojo nekako priložnost, da vidimo, kaj vse se nam je skozi zgodovino dogajalo in kaj pravzaprav je nam zdaj drugače. In da tiste koščke, ki smo jih tam prepoznali, prenesemo v sedanjost in v prihodnost. Ker ko se recimo jaz spomnim cepljenja, se ne spomnim tistih številk, ko ste jih prej povedali, pa torej grafov in vsega. Jaz se spomnim, ko preberem, da v vsaki družini vsaj 3-4 so umrli zaradi davice, da so v bistvu pri prebolevanju otroške paralize bodisi umrli ali pa ostali invalidi, da so otroci pravzaprav zaradi določenih okužb oglušeli, da so se rodili otroci s prirojenimi okvarami zaradi virusa rdečk, da je mogoče kar nekaj sterilnosti pri moških zaradi prebolevanja mumpsa. Mogoče teh malenkosti, ki niso malenkosti, pozabljamo, ampak meni so pred očmi. Pred očmi so mi napori pediatrov in drugih, tudi medicinskega osebja, medicinskih sester, ki ob takem nekako pogledu na to, da pridejo otroci bolni zaradi bolezni, ki bi jih lahko preprečili s cepljenjem, si lahko predstavljate, da so v hudi stiski. Ali sem naredil mogoče premalo korakov, da bi starše pritegnil, da bi otroka dali cepiti. Da nam še v zadnjem obdobju zdaj umre otrok zaradi tetanusa. Mislim, to se ne bi smelo zgoditi, pa se je. Pri nas, ko imamo tako razvejano zdravstveno službo. Otrok se je preprosto na kolesu je padel, ne, recimo. Tako da to so tisti, bi rekla, pomembne stvari, ki jih lahko vsak človek razume, da jih lahko preprečimo. In s katerimi v bistvu, ne, če gledamo s prave strani dejstev, z njimi v bistvu dobivamo nadzor, ne. V bistvu s tem, da se cepimo, dobimo nadzor, ne. Torej, vi ste rekli včeraj, doktorica Keber, da priporočate vsem, da berejo o zgodovini medicine, ne? Ja, seveda, zgodovina znanosti je izjemno zanimiva veja zgodovine, ne, kjer pravzaprav potem človek ugotovi, ne, kako veliko naporov je bilo potrebnih pri razvoju posameznih ved, od medicine, kemije, biologije, da so sploh iznašli cepiva, ne, kako postopoma je to šlo. Če gledate vi recimo po letu 1900, ko začnejo podeljevati Nobelove nagrade, ne, koliko veliko Nobelovih nagrad s področja medicine in fiziologije je podeljenih prav na področju nalezljivih bolezni, ne. Je pa tudi to res, ne, da se zgodovina ciklično dogaja, ne. Da velikokrat naredimo 5 korakov naprej, pa potem 6 nazaj, ne. Jaz res upam, da nismo zdaj na tej točki, ne, da bomo v bistvu vse te napore, vso to znanje tako zlahka zavrgli, ne. Da enostavno moramo tudi na odločevalce, ne, vplivati, kako pravzaprav hočemo mi živeti, ne. Da na področju, kjer je neka dosti visoka varnost že vzpostavljena, tega ne razdiramo, ne. Sploh ob drugih izzivih, ki jih imamo, ne. In ki so, kako naj rečem, nekateri zelo težko rešljivi. Doktorica Muršič.
Jaz bi mogoče samo dodala, ker ste HPV virus omenili, da imamo že podatke, mislim, da izvirajo iz Anglije, kjer so spremljali potem pojavnost v tistih generacijah, ki so se cepile, da se je dejansko pojavnost praktično padla na nič raka materničnega vratu. Torej, to deluje, to je najbolj pomembna stvar, da cepljenje deluje. Jaz sem tudi optimistka, jaz tudi zrem z optimizmom v prihodnost, predvsem tudi iz vidika razvoja mRNK cepiv, kjer upamo, da se pač ne bo ustavilo financiranje, veliko se ga je že ustavilo v ZDA tudi na tem področju, za razvoj cepiv proti raku in podobnih zadev. Se mi zdi, da je to v bistvu res odprlo neko pomembno stvar, da je to tudi nek rezultat covidne pandemije, da se je pač ta razvoj malo pohitril in je potem bo lahko uporaben tudi za druge. In predvsem upam, da ne naredimo preveč korakov nazaj, kakor je bilo zdaj omenjeno. Nekaj jih na žalost delajo svetovni voditelji, ampak da se lahko to ustavi in gremo pač naprej po neki tej poti razvoja, pa tudi neke dobrobiti za vse ljudi, pa pač družbe, prijazne družbe en do drugega, solidarnejše družbe. Najlepša hvala vsem trem za vaša pojasnila, odgovore, uvide. Hvala in hvala tudi vam, dragi gledalci, gledalke. Naslednji teden smo spet skupaj.